Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji tretje slovenske nogometne lige. Pred nami je zadnji 11. krog pred razporeditvijo lige v skupino za prvaka in skupino za obstanek. V skupini za prvaka bo igralo prvih 6 ekip, od 7. do 12. mesta pa se bodo ekipe merile v skupini za obstanek. Pred nami pa obračun Podvincev in pa nogometnega kluba Šmarje pri Jelšah. Obe moštvi sta v spodnjem delu razpredelnice, domačini trenutno na 9. mestu z 10 osvojenimi točkami, na drugi strani Šmarje mesto nižje in 4 točke manj, se pravi 6 jih imajo na svojem računu. Tako eni kot drugi še niso povsem varni pred izpadom iz tretje ligaške konkurence, tako je zagotovo to ena izmed pomembnejših tekem za obojne, za mirnejše nadaljevanje prvenstva. Dolžan sem vam še obe začetni enajsterici. Pri Podvincih v vratih pričenja Cajnko, v obrambi z leve proti desni Simič, Gojkošek, Ramšak in Oman. Zadnja zveza nogometaša sta Svenšek in Anžel, pred njima trio Bajraj, Vajda in Orovič. V napadu pa tekmo začenja številko 16 Koren, trener domače zasedbe Aleš Čeh, pri gostih iz Šmarja pa v vratih Nejc Travnikar. V obrambi z leve proti desni Tim Travnikar, Mauher, Dojčman in Zagajšek. Zadnja zvezna nogometaša sta Kores in Jančič, pred njima trio Drofenik, Firšt in Fišer. V napadu pa tekmo začenja številko 9 Čakš, strateg gostujoče zasedbe je Žiga Čakš. Glavni sodnik tega obračuna je Nejc Gergič, njegova pomočnika pa Primož Perger in Elmedin Dedič, delegat tekme pa Marjan Tompa. Sredine igrišča bodo za začetek tega obračuna krenili gostje, ki bodo ta dvoboj odigrali v svojih rezervnih dresih oranžne barve, na drugi strani pa Podvinci v svojih tradicionalnih modrih barvah. Zaenkrat še čakamo na začetek obračuna. Kar se tiče statistike o medsebojnih dvobojih, pa sta ekipi do sedaj odigrali 4. Enkrat so se zmage veselili Podvinci, dvakrat pa Šmarje. Videli smo tudi en neodločen rezultat. V gol razliki trenutno 3:10 v prid današnjih gostov. Nazadnje pa sta se ekipi pomerili v sezoni 2015-2016, ko so se visoke zmage s 5:0 veselile Šmarje. In pravkar je sodnik Gergič naznanil začetek današnjega obračuna. Takoj visoka podaja napad Firšt. Znova v posesti Firšt. Na koncu pa brez večjih težav za domačo obrambo Cajnko. Anžel vrača Ramšaku, ta do Gojkoška. Sedaj nekaj kratkih podaj v zadnji vrsti domačinov, nato pa takoj diagonalna podaja na levo stran, kjer se je odkrival Bajraj, a nekoliko prehitra podaja je bila to za slednjega. Na mestu Gojkošek. Znova na mestu domača obramba.
Težave sedaj za goste, takoj poskus proti napada Podvincev. Povlekel ga je Orovič. Orovič vrača Vajdi, še vedno Vajda. Anžel na desno stran proti Omanu. Ta vrača Anželu. Na koncu prekršek Firšta. V teh trenutkih domačini prevzemajo pobudo. Znova Gojkošek, na kratko proti Ramšaku. Svenšek. Znova postesti Svenšek, ta lepo na levo stran proti Bajraju. Bajraj s predložkom pred vrata, kjer se je odkrival Koren. Nekaj težav je imel sedaj Maucher, vendar brez večjih preglavic za centralnega branilca gostov. Tekma se že lahko nadaljuje. Orovič, veliko prostora ima Orovič, ta spodaj prostor proti Korenu, nekoliko prehitra žoga za napadalca domačih. Visoko sedaj Podvinci. Nespreten prekršek sedaj Drofenika. Domačini zaenkrat po izgubljeni žogi takoj vrnejo posestvo svoje noge in ne dopuščajo gostom, da bi lahko organizirano krenili v napad. Prosti strel za domače bo izvedel Vajda. Na koncu out za domačine, nespretno izbijanje gostov sedaj v kazenskem prostoru. S predložkom Anžel, mirno sedaj Nejc Travnikar. Ta na kratko do Maucherja. Tim Travnikar. Svojemu vratarju žogo vrača Drofenik. Visoko je nanj pritisnil Koren. Poigravali so se gostje. Na mestu Maucher. Na koncu pa znova prosti strel za Šmarje. Maucher takoj na levo stran proti Travnikarju. Ta vrača Maucherju. Morda bodo sedaj vendarle uspeli gostje nekoliko dlje zadržati žogo v svoji posesti. Maucher takoj proti Firštu, prekršek Gojkoška. Prosti strel za Šmarje izvaja Jančič. Slaba izvedba na koncu Jančiča. Ta je popravil svojo napako v prostor, pošilja
Zagajšek proti Fišerju. Fišer vrača Zagajšku. Znova visok pritisk domačih, ki je še enkrat več obrodil sadove, vendarle hitro do žoge gostje Travnikar. Travnikar vrača Mauherju. Out za domače. No out, tokrat za goste, manjša napaka sedaj Ramšaka, ki pa se je pravočasno vrnil v obrambo in lepo odvzel žogo Firštu. Vajda, napaka Vajde. Čakš z velike razdalje, brez nevarnosti za Cajnka, prvi strel na tem obračunu. Na zadnjih 5 prvenstvenih obračunih so nogometaši Podvincev vknjižili 3 poraze, 1 zmago in 1 neodločen rezultat, se pravi 4 točke. Premagali so Videm z 1-2, remizirali z Dravinjo 1-1, poraze pa doživeli proti Šampionu z 2-1, Dravogradu 1-2 ter Korotanu v prejšnjem krogu s 3-2, ko so zadetek prejeli v 90 minuti. Se pravi, vsi ti porazi so bili zgolj z enim zadetkom zaostanka, tako da so domačini vsaj ponavadi proti vsem tekmecom zelo blizu točkam. Na drugi strani pri Šmarjah pa na zadnjih 5 obračunih 4 porazi in 1 zmaga, 3 osvojene točke. Edino zmago so vknjižili proti Dobrovcam z 2-1, poraz pa proti Bistrici 0-5, Zrečam 2-0, Rogaški 5-1 in pa v prejšnjem krogu z 1-3 proti Cirkulanam. Vajda na levo stran proti Bajraju, ta v preigravanju, v bloku na koncu obramba gostov in to bo udarec iz kota za Podvince. Na izvedbo odhaja številko 10 Vajda. Najvišji v skoku je bil na koncu domači nogometaš Orovič, vendarle je sprožil čez vrata vratarja Travnikarja. Devčman na desno stran proti Fišerju. Še vedno v preigravanju Fišer, ta s prenosom na levo stran, kjer se je odkrival Drofenik, v obrambi je dobro posredoval Oman. Out bo pripadel domačemu moštvu, kot vse kaže, se je Fišer dotaknil žoge. Drofenik vrača Travnikarju. Napaka Travnikarja. Anžel na desno stran proti Oroviču. Orovič je znova iskal Anžela, ta dovolj spreten s povratno podajo, vendarle so vse skupaj razrešili gostje, znova do posesti domači in na koncu z borbenostjo do avta.
Oman. Anžel, umešal se je zvezni nogometaš gostujoče zasedbe, nov out za Podvince. Oman mirno vrača Gojkošku, ta vse nazaj do Cajnka. Svenšek. Koren, še vedno posesti Koren proti Oroviču. Orovič s predložkom na oddaljenejši vratnici se odkriva Bajraj, vendarle najvišji v skoku na koncu vratar Nejc Travnikar. Drofenik. Drofenik na desno stran, kjer ima nekaj prostora za Gajšek. Korez. Korez je z visoko podajo z diagonalo na levo stran iskal Drofenika, vendarle nenatančen pri oddaji žoge na koncu. Mauher. Umešal se je Svenšek, prekršek na koncu gostujoče zasedbe Vajda takoj na desno stran, kjer je iskal Oroviča. Drofenik vrača Mauherju. Do žoge je vendarle Čakš. Firšt. Korez na desno stran proti Zagajšku. Pravočasno izvrat vratar Tibor Cajnko. Svenšek. Svenšek na desni strani v prostor proti Oroviču. Vidimo, da večino napadov domačih poteka po tej desni strani, kjer je kapetan Orovič. Znova Ramšak proti Oroviču, ta je želel žogo vrniti Omanu. Še enkrat na mestu Ramšak. Iz avta Oman. Ta do kapetana Oroviča. Orovič vrača Svenšku. Znova Oman. Tvegano Oman, pravočasno Cajnko. Na mestu Mauher, v skoku znova Orovič, nekaj glavometa sedaj. Žogo so na koncu na tla spustili gostujoči nogometaši. Podaja proti Fišerju. Uspešnejši od Fišerja je bil Simič. Sedaj pa nekaj prostora za protinapad domačega moštva Vajda. Vajda preveč za hrbet podaja proti Bajraju.
Zaenkrat še brez kakšnih resnejših priložnosti, tako na eni kot na drugi strani. Jasno, obojni se zavedajo, da gre za pomemben obračun. Izbija Gojkošek, out na koncu za Šmarje. Najboljši strelec oziroma kar 3 najboljše strelce imajo domači nogometaši Rok Koren, Murat Bajraj in Jaka Vajda. Vsi so po 4-krat zatresli mrežo nasprotnika, nato sledi Jernej Orović s po 3, Jan Ziko Zajko z 2 in en gol sta dodala še Marko Šegula ter Branko Lah. Skupno so domači v tej sezoni dosegli 19 zadetkov, v samostojni akciji pa med tem številko 10 Firšt, ki pa je na koncu sprožil čez vrata vratarja Cajnka. Nespretno sedaj Zagajšek. Še vedno v samostojni akciji napadalec Koren, pravočasno izvrat pa na koncu Travnikar. Lepa samostojna akcija sedaj domačega napadalca. Izbija Gojkošek. Anžel. Anžel s prenosom na desno stran, kjer je iskal Orovića, vendar le nekoliko prehitra podaja za kapetana Podvincev. Izbil je Simič pred Fišerjem, out za Šmarje. Jančič. Korez. Vrača Devčmanu. Ta na levo stran, kjer ima veliko prostora Mauher. Mauher s podajo proti Drofeniku. V napad se je vključil Travnikar, pravočasno na mestu Ramšak, znova tu Mauher, s podajo pred vrata domačih, sedaj pa ima veliko prostora Koren. Manjša nespretnost pri sprejemu, vendarle Koren. Na koncu je izbil Zagajšek. Nov out za domače. Oman vrača Ramšaku. Lepo Koren v prostor proti Vajdi. Orović. Brez nevarnosti za vratarja Nejca Travnikarja. Travnikar ima sedaj nekaj prostora, še vedno Travnikar, iskal je Drofenika. Čakš na koncu do žoge, vendarle igra z roko slednjega.
Mauher. Na obeh straneh sedaj nekaj raztrgane igre, brez prave povezanosti. Tako eni kot drugi hitro zapravljajo posest. Mauher proti Jančiču, ta vrača Devčmanu. Umešal se je Simič, vendar je na koncu out za Šmarje. Veliko prostora je sedaj osvojil Anželj, takoj na desno stran proti Oroviču. Orovič s prenosom na levo stran, kjer je Bajraj. Vajda. Znova Vajda, Vajda proti Korenu, ki je sprožil mimo vrat in prva prava priložnost na tem obračunu je ostala neizkoriščena. Imeli so jo domači nogometaši. Morda bo sedaj to dodaten zagon za Podvince, da vendarle dvignejo nivo igre in si priigrajo še kakšno priložnost, ali pa bodo gostje uspeli odgovoriti. Na drugi strani Korez proti Čakšu. Prednost pušča sodnik Gergič. Čakš na levo stran proti Travnikarju. Podajo prostor proti Firštu, prehitra in gol out za vratarja Cajnka. Najvišji v skoku Firšt. Fišer pravočasno na mestu. Svenšek, krenil je Svenšek, ta takoj na desno stran proti Oroviču. Vendarle nekoliko prehitra podaja za slednjega. Manjka ta zadnji pas pri domačih, da bi si uspeli priigrati kakšno priložnost več. Drofenik proti Korezu. Ta je videl tekajočega Fišerja. Korez vrača Devčmanu. Nesporazum v gostujočih vrstah. Fišer je iskal Zagajška, ki pa ni sledil tej akciji. Iz avta sedaj Simič. Veliko prostora ima Jančič, ta proti Čakšu. Prekršek nad Čakšem. Prosti strel bo za goste izvedel Jančič. Jančič je sprožil obramba vratarja Cajnka. Sedaj je veliko prostora osvojil Vajda. Orovič pa nenatančen pri oddaji žoge v kazenski prostor, kjer je iskal Vajdo. Ostaja
začetnih 0:0, teče 28. minuta prvega polčasa. Najvišji v skoku Firšt. Svenšek mirno proti Ramšaku. Oman vrača do Gojkoška. Pri gostih pa trenutno v tej sezoni najboljša strelca Valentin Fišer in David Firšt. Oba sta dosegla po 3 zadetke, sledi Jure Drofenik z 2, po enega pa so dodali Dejan Gabršek, Damjan Mauher, Miha Korošec in Urban Jančič. Skupno so dosegli 12 zadetkov nogometaši Šmarja. Na levi strani ima sedaj nekaj prostora Travnikar, hitro se je vrnil Oman, še vedno Travnikar. Travnikar iskal je Fišerja, mirno Simič, vendarle nenatančen in udarec iz kota na koncu za Šmarje. Bomo videli, ali lahko gostje prvič nevarneje zapretijo iz standardnega položaja, iz udarca iz kota. Izvedel ga bo številko 8 Jančič. Jančič in v skoku je bil najvišji Deutschmann in vodstvo gostov 0:1 v 30. minuti. Prvi udarec iz kota na tem obračunu za Šmarje, prvi dejanski predložek v kazenski prostor. Prva priložnost in takoj so izkoristili zadetek v 30. minuti 0:1, sedaj pa bodo morali domači še resneje kreniti v napad, iskati izenačenje. Zagotovo je pred njimi vse prej kot lahka naloga, gostje se bodo potegnili nazaj in čakali svoje priložnosti iz protinapadov. Ramšak. Težave za Ramšaka, na nje pritisnil Čakš. Oman proti Oroviču. Mauher vrača vratarju Nejcu Travnikarju, ta žogo izbija v out. Iz avta bo metal Travnikar. Nekaj vroče krvi je bilo med Orovičem in Travnikarjem, mirno se na koncu vse razrešilo s tako ene kot druge strani. Čakš. Oman. Vajda. Gojkošek proti Anželu. Simič nekoliko na pamet, nespametno in na gol out za vratarja Nejca Travnikarja.
Vratarju Travnikarju se seveda nikamor ne mudi, gosti imajo želeni rezultat. V skoku Vajda. Orovič proti Korenu, ta je sprožil znova mimo vrat, brez večje nevarnosti za vratarja gostov. Firšt, še vedno Firšt, ta proti Drofeniku, vrnil se Vajda, še vedno Vajda. Udarec je prejel sedaj v tem dvoboju Tim Travnikar. Drofenik proti Jančiču. Vidimo, da je ta zadetek, ki so ga dosegli gostje, nekako malenkost uspaval domače moštvo. Namesto Orovič. Sedaj pa je proti napad krenil Bajraj, še vedno Bajraj v samostojni akciji, obramba vratarja Nejca Travnikarja. Firšt na levo stran je iskal na levi strani Drofenika, na mesto je bil Oman Orovič. Še vedno Orovič vrača Svenšku, ta do Anžela. Koren vrača Simiču, ta pa z lepo diagonalno podaja na desno stran proti Oroviču. Orovič, Vajda, Oman. Anžel. Ramšak, vmešal se je Firšt. Dovolj hiter na koncu. Številko 4 Gojkošek. Znova je zata Travnikar, Drofenik, Vajda. Nenatančna podaja na koncu Vajde. Mauher oziroma Deutschmann. Prednost pušča glavni sodnik Fišer. V napad se je vključil Zagajšek. Pravočasno izvrat Cajnko. Kar se pa tiče najboljših strelcev celotnega letošnjega prvenstva, pa na prvem mestu Gal Grobelnik iz Šampiona z 12 zadetki, na drugem mestu sta Nejc Bračko iz Bistrice ter Grega Triplat, ki sta jih dosegla 8. 7 zadetkov, na tretjem mestu pa so dosegli Alen Cimerman Cirkulane, Jaša Martinčič in Sebastian Šlak iz Bistrice ter Elvino Podbrežnik, napadalec Dobrovc. Medtem nov nalet domačih. Deutschmann je bil hitrejši od Korena, ki je bil na koncu spretnejši. Travnikar, izbija Travnikar. Ramšak, prekršek je storil Ramšak nad napadalcem gostov Čakšem.
Fišer in Simič v dvoboju, še vedno posesti Fišer proti Korezu. Uspeli so domači zadržati žogo v svoji posesti, veliko prostora sedaj za protinapad, Vajda na levo stran, v napad se je vključil tudi branilec Gojkošek, ta s povratno podajo proti Vajdi, Orovič strelja, izenačenje 1-1, izjemen protinapad domačega moštva, svoj 4. zadetek v sezoni pa je dosegel kapetan Orovič in vse se začenja znova v 39. minuti. Strelec zadetka pa kapetan Orovič za 1-1. Zelo lep protinapad je bil to domačega moštva. Gostje so nekako pozabili na obrambo, potegnil ga je Vajda, v napad se je vključil tudi Gojkošek, ta s povratno podajo do Vajde, ta pa na desno stran proti Oroviču, ki je na povsem miren način zaključil in premagal vratarja Travnikarja. Mauher proti Drofeniku, ta vrača Korezu. Travnikar, še vedno Travnikar proti Drofeniku. Drofeniku prostor proti Travnikarju. Hitrejši Ramšak, ta se je pametno zagradil, na koncu pa prekršek levega bočnega nogometaša gostov. In prosti strel sedaj za domače. Glede rumenih kartonov po tej sezoni pri domačih največ jih je prejel Janzi Kozajko 4, po 3 pa so prejeli kar Jaka Vajda, Murat Bajraj, Jernej Orovič, Tomaž Gojkošek, Žiga Ramšak, Žan Zamuda Horvat in Denis Kuserban. Skupno so jih prejeli že kar 34, prav tako so dobili tudi en rdeč karton, le tega je prejel Žiga Ramšak. Medtem napad gostujoče zasedbe, nenatančen pri oddaji žoge pa Fišer. Pri Šmarjah pa pri rumenih kartonih v ospredju Damjan Mauher, ki jih je prejel 6, na drugem mestu je Miha Koroseč po 4, po 2 pa so prejeli David Firšt, Tim Travnikar, David Čončnik, Kores in Gregor Čakš. Skupno so jih prejeli 26, dobili so tudi en rdeč karton, enako število kot pri domačem moštvu, le tega pa je prejel Uroš Mikše. Žoga je že prešla out linijo in žoga za domače, Oman proti Korenu. Še vedno Koren, atraktivno na to Kores, Firšt na desno do Fišerja. Še vedno Fišer, ponudil se Drofenik, še vedno Drofenik. Drofenik s predložkom proti Čakšu, ta pa z voleja visoko čez vrata. Na višji skok Orovič, še vedno Orovič, Vajda in Travnikar 1-1. Vajda s predložkom, lepo je videl Korena v kazenskem prostoru, na mestu sedaj obramba gostov. Mauher
proti Travnikarju. Žoga ostala v igrišču in letos so si pribolili domači nogometaši. Svenšek. Fišer. Še vedno Fišer, v obrambo se je vrnil Svenšek. Gojkošek vrača do Cajnka, ta na levo stran proti Simiču, ki pa si ni uspel zaustaviti te podaje in out bo pripadel Šmarjam, izvedel ga bo Zagajšek. Vajda. Jančič. Jančič proti Firštu, ta je s povratno podajo iskal Drofenika, na koncu do posesti Travnikar. Travnikar nekoliko na pamet, drle na koncu do žoge Fišer. Fišer, nesrečen odboj, vendarle dovolj zbranosti na golu vratarja Cajnka, ki je preprečil manjše težave za domače sedaj. Drugi udarec iz kota za Šmarje, po prvem so prišli v vodstvo, teče pa zadnja minuta prvega polčasa, znova izvajalec številko 8 Jančič. Jančič proti bližnji vratnici, tokrat Ramšak je bil najvišji, izbija Cajnko. Sedaj pa nekaj več prostora za protinapad domačih, vendarle out za Podvince, pravočasno se je v obrambo vrnil Zagajšek, Vajda. Takoj na desno stran proti Oroviču. Še vedno Orovič na mestu Mauher. V obrambo oziroma pravočasno se je vrnil Svenšek in znova priboril posest Podvincem. Simič proti Korenu, izbija Devčman. Prekršek med tem Simiča. Travnikar proti Drofeniku. Še vedno Drofenik v prostor proti Travnikarju. Pravočasno izvrat Cajnko. Vajda. Še vedno Vajda. Gojkošek. Gojkošek z lepo diagonalno podal na levo stran proti Bajraju. Krenil je Bajraj. Še vedno Bajraj v samostojni akciji. Bajraj strelja in vendarle 2-1. V sodnikovem podaljšku so domači prišli do preobrata in prednosti pred koncem prvega polčasa. Strelec za 2-1 pa v zares izjemni samostojni akciji številko 9 Bajraj. Vendarle lahko rečemo, da so domači kronali to premoč, ki so imeli skozi celoten prvi polčas. Kljub temu, da so se znašli v zaostanku, so uspeli preobrniti. Pri tem zadetku bi morda lahko tudi vratar Nec Travnikar posredoval nekoliko bolje. Glavni sodnik pa je med tem odpiskal konec prvega polčasa in kot že rečeno, na odmor po preobratu s prednostjo 2-1 odhajajo domači, strelci pa v 30 minuti za goste Deutschmann po udarcu iz kota za 0-1, nato pa preobrat v 39 za 1-1 Orovič in ob izdihljajih prvega polčasa končnih 2-1 strelec Bajraj. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče prvega dela. Hvala lepa za vašo pozornost in na slišanje čez slabih oziroma dobrih 10 minut.